Kako kaže? Ni, deluje. Se ti kaj zmeje, Tjaša? Ja, se mi, poglej. Dober si, Tomaž, ti pa tale tvoj Peugeotček. Evo, Tjaša me že čaka. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako si? Dober avto, Tjaša. Ja, odličen. Se noš premislila, da zdaj ne bi šla. Kje, ta je še bolj udoben. Maš, kar gre s temle avtom. Jo, ta avto je za takele variante vrhunske, ni? Ja, tale spredi ni tokno. Tesla. Ja. Takole, še dober kilometer mava, ene 4 minutke do doma na Smrekovcu. No, moram pa reči, da ful dobro imajo označeno. Posod so table Smrekovec, se cesta razcep na 2 dela, ne veš kam bi šel, malo pogledaš pa vidiš tablo, tako da dobro so to označili. Ja, tabel je res velik, tako da težko, da zgrešiš. Tole za nama je dom na Smrekovcu, Tako je. več bo pa Tjaša povedala. Ja, evo, tako kot si rekel, dom na Smrekovcu je na višini 1370 metrov. Do vrha Smrekovca ima pa dobrih 200 metrov višinske razlike, tako da pa pol urce hoje. No super, kratka in sladka bo tale. Tako. No, avto so pa parkirala tukaj, je kar velik parkirišče, tako da zaparkirati najbrž ni glih problem. Tole je pa dom na Smrekovcu na 1377 metrih. Vejte, tamle zadaj gor, tukaj se pa potem gre do vrha Smrekovca. Tale majhna zgradbica tik ob domu na Smrekovcu je pa en tak mini muzejček, bolj namenjen za otroke, tako da otroci so noter kar veseli videti, bomo šli tudi mi pogledati. Tukaj je še en mini muzejček. Tukaj zvemo, da je Smrekovec ugasli vulkan, ki je zadnjič izbruhnil pred dobrem 23 milijoni leti. To je že kar nekaj nazaj, tako da ni za pričakovati, da bo ravno danes. Tukaj je čist poletno, ne, Tjaša? Ja, res, ka polet. Ful je dober. Kaj da bi bil julij Toplo. ali pa saj junij. Ja, res je toliko toplo. No, zdaj sva še malo do gor, kakšnih 25-20 minut. Ja. Tjaša je bila pa tle navdušena nad tem mravljiščem. Ja, ko me je spomnil na mladost. A ste vi tudi takole roke gor dajali? Pa ste, mi smo govorili, kisole, pa si pa takole povohal. No, mi smo jih dajali, Ja? ampak nismo nič kisole govorili. Smo jih pa seveda dajali, zato ker pol mravljično kislino vohaš. Ja. Pa bi zdaj jaz, Tjaša, tebe tlele izzval, pa bi rekel, pa daj ti tu, ker bi se rada mlada počutila, pa daj zdaj tole nared, pa da vidimo. Sama to nič ne škoduje mravljicam. Ja, čisto polahko jih dej gor, ne? Sam palce bojo razburile. A ja, sem čisto lepo bi dala. Ja, ful močen je už povohal. Pa je. Ful močno, a ne? Kar za kaj zdrav bi rekel. Ja. Evo, Tjaša prihaja. Kako gre, Tjaša? Kaj zmatrana? Mi smo, ja, malo pa se, mislim, zmatrana. Se šele 15 minut hodim, ampak To je res. v slabi kondiciji sem. Ti veš, da jaz nisem pa čist nič. Ampak veš zakaj ne? Zato, ko vem, da sem še 15 minut gor. Ja. Pa nimaš razloga, da bi bil. Evo, drugače pa čudovit, sončen dan. Ja, kaj da bi bilo poletje. Evo, uspelo nama je priti na Smrekovec. Ja. Daj, Tjaša, ti si bolj polna teh podatkov, daj povej, koliko je visok. Ja, Smrekovec je 1577 metrov visok. To je gora vulkanskega izvora. Ja, nahaja se pa na obrobju Smrekovškega pogorja. No, kaj je tle zanimivo, da tle midva naprej vidva, bova pol pokazala. To Velenjsko pa Šoštanjsko jezero, pa vse okolje ful lepo, ta zlata barva je meni ful dobra.
Tako Ja, da, lepa je ta jesen. A mogoče veš, zakaj se pa imenuje Smrekovec? jaz sem prepričan, da zaradi smreh. Sem pameten, a Ja, Ne, dobro, sem jaz, pravilno si ugotovil. jaz sem res velev. Zanimivost na vrhu je pa verjetno tale piramida, Ja. ki se mnogi sprašujejo, zakaj, ampak mislim, da nima nobenega posebnega namena. Tukaj pri piramidi je opisna knjižica pa žig, tako da to je No. na vrhu. Kratek ali sladek izletek. Ja, Ne. z lepim razgledom. Tako. Tukaj gor na Smrekovcu je meni zelo všeč, ker je tale zlata barva. Tukaj so pa tudi dali dve klopce na tak, bom rekel, najboljši kraj. Tamle dol vidite Velenjsko pa Šoštansko jezero, si Tjaša navdušena nad razgledom. Ja, res je lep razgled. Jezero, tamle si rekel, da je Uršlja gora. Tako, Jaz ja. še nisem bila. No, Ja. lejte, tamle je Uršlja gora. Kako vem, da je? Zato, ker sem že bil in tamle na sredini je oddajnik, na desni je pa tista cerkvica. Mislim, da je to druga najvišja ležeča cerkev v Evropi, pa seveda prvo v Sloveniji. Še na drugo stran je pa razgled na Kamniško-Savinjske Alpe. No. Tomaž, na oviro sva naletela. Ja, ampak še vse sva rešila, pa bova tudi tole, ne? A všlo tole, no, Ja, sam veš, tlele da je malo všlo. nasutlej. Lej, 100 na uro bi šlo tele čez, Tjaša. Dober si, Tomaž, ti pa tale tvoj Peugeotček. Lej, najboljši par. Ja, Povej, Tjaša, če ti kaj smučaš. znam smučati drugače, Ja. ampak ne smučam že kar nekaj let, ne, ker me preveč zebe, če sem iskrena. A ja, jaz sem pa Ja. mislil, si že prestara za smučanje. Ja, če ti smučaš. Ja, čakaj, Pol jaz jaz sem nekaj nisem. drugega. Ja, no, si rekel, da sem pomlajša. Drugače so pa tukaj na Golteh in ne boste verjeli, tukaj je vrhunsko smučati. Med tednom, ki ni ljudi, imaš celo progo zase in to je vrhunsko. In jaz tudi le Tjašek videla, kaj počnem. Bi rekla, da sem čist naumen. A divjaš, ne? Ja, divjam, kaj pa če uživam. Ne morem si, da ne bi. Uživam, če divjam. Tako da zdaj tamle proti soncu vam ne bom pokazal. Tamle gor so 3 ploti, veš, na unem bazenčku, ki sem se kopal. Tam je lepo, ne? Ja? No, tle so pa ta apartmajsko naselje. Tole od zadaj moj Peugeotček lepi. No, tole pa tle pa hotel, ki je pa zdaj ta trenutek zaprt, sam ga bojo odprli. Ampak je lepo res tukaj. Ja, meni je fino, pa še toplo je bolj v dolini. Sva Toplo, gledala, tukaj je ne? 20 stopinj, dol je bilo 18. Ja. To se pa spomnim, to je pa tukaj, ko so bili konički, a ne? Točno tako. Kaj je pa dol, veš, mogoče? Ena koča. Tako je. Ampak če Kako sem se čisto imenuje? iskrena, sem zdaj malo pozabila. Imenuje se Mozirska koča. A, to je ta, ki je pogorela? Ja, tale, ki je pogorela, lej so že novo tamle dela, ja. Pa res. Dol za jest imajo pa rezervno lokacijo. A pa Lej, misliš, da boš je pa kar odprt? zdaj lahko obrneš kamero na desno. Viš pa se A, bova tamle videla. dol. Ja, vidiš. Tle dol se bova videla zdaj na malcela. Upam, da je odprta. Upam, da imajo kaj za jest. Če nimajo, sva ga pa na ja. Ja. Se ti kaj zmeje, Tjaša? Ja, se mi, Ti poglej. si mogoče kaj narobe naročila? Ne, zakaj? Si zadovoljna s svojim? To je lih dost zame. No, jaz ne bi zamenjal, če sem čisto iskren. Ne, ja. Dobro zgleda tudi tvoje, ampak tudi A kdo moje. ugotovi, katero je Tjašino, pa katero je moje? Ja, to me pa res zanima. No, Sam mislim, da ne bo težko. Napišite v komentar. Kam ne pa zdaj peleš? Boš videla na en lep kraj. Res, da je cesta malo bolj taka, ampak to za Peugeotčka ni ovir. Pokaž, da bo videl cesto. Ja, Misliš, bo šlo? se kar trese malo vse skupaj, alej. Do zdaj smo še zmeri prišli, kamor si ti zadal. Tako da verjetno, da bo šlo. Drugače pa ja, Paševic zdaj malo z avtom, ker sva se res najedla. Tomaž, tole pa kar malo. Si misliš, da je s kamero kaj narobe? Kako kaže?
niso udarila, da bi Ole puščal. Super. Pol je v redu. Sam kako je pa zdaj zaštartala? Ja, nazaj bo šla. Ja, sam jaz videl to luknjo tam zadaj. Kakšno luknjo? Je to ful velika luknja tle. Tle na tej strani. Malo Ne nazaj. vem, jaz jo nisem videl. Moj predlog, da grem jaz ven malo posnet, v bistvu bi bolj izgovor, ampak v resnici me je res strah, ker tole ni čist. Mogoče se niti ne vidi, koliko je grozen, ampak tele je kar precej. Če enkrat probat. Po mojem bolj za tukaj parkirava. Ja, Ne vem, če... je res strma. Ja, pa še luknje sem tokle manjkal, pa bi čist podrsal z masko. Ja, Ja. to je škoda avta. Jaz sem tega nimal kje parkirati. Tukajle. Vem, gor so pol lepe ceste, če sem se tako spomnil. Mogoče pa probava tlele je. No, da jih greva pogledat. Ampak glej, sem rekel, da bo lepo. Glej, pokaži, Ja. kako je lepo. Ja, res je lepo. Tele lesene hiške, travniki. No, ampak povedati morava pa tudi to, da ne bo kdo, da ne bo tako izpadalo, da hočeva do vsake točke z avtom prideti. Z avtom greva zato, ker imava še kar nekaj stvari v planu, a ne, in bi rada pa čim več stvari vam pokazala, da dobite mogoče idejo, ampak seveda pa podpirava to, da se gre peš, ker drugače tudi midva zelo rada hodva in tudi veliko hodva, tako da ni in tudi veliko hodva, ja, tako da ne. Ampak se rada pa pod takih, predvsem jaz, zapeljeva. Ja, no tako. Da vam pokažem naš apartma, katerega oddajamo in ga lahko najamete. Evo, tle je Tjaša z mano, daj Tjaša ti mnenje povej, kakšen se ti zdi tale. Ja, apartma je res lep, pa navdušilo me to, da je res toliko velik, no. V bistvu je 3 nadstropja, če tako pogledaš. Tako je. In Ja. glejte, tukaj ogromen dnevni prostor za kuhno. Tukaj le WC, kopalnica. Takole je videti, zelo prostorna. Tole dnevni prostor. Gremo zdaj gor pogledat. Gor so 3 spalnice, plus kopalnica in WC. Glejte. Kopalnica skoraj identična s tem, da je tukaj banja, dol je pa tuš. Tole je prva spalnica, glih sonce sije, bom iz te strani pokazal. Glejte, plus tamle še za otroka. Tole je druga spalnica, tudi zakonska postelja. In pa tretja spalnica, kjer so pa 2 enojne postelje. Zdaj pa gremo še čist dol. Dol je pa tudi za spat. In boste videli kar veliko. Pa tudi spodaj je še kopalnica. Glejte, to kar malo preveč jih je. Tukaj le razmišljamo, da bi mogoče savno naredili. Dajte napisati v komentar, če se vam to dobra ideja zdi. No, tukaj soba z zakonsko posteljo, pa še zraven eno enojno posteljo. No, tukaj le pa še ena velika soba z 2 enojnimi posteljama, pa v končni fazi se da tudi še tole raztegniti, pa je še za 2. Tako da tukaj dol je za 6 ljudi, pa gor za 6 ljudi, tako da vse skupaj tole apartma za 12 ljudi. Tomaž, kaj delaš? Jaz sem pripravljen na novo sezono, čakam, da zalaufajo in da me odpeljejo gor. Boš kar tukaj na sneg počakal? Ja, lej, še malo pa bo, lej, že voham diši po snegu. Diši sam mečkem pretoploj še. Bo. No, lepo, da si optimist. Evo, da vidimo Tjašo, ali bo ali ne bo. Še snemaš, da sem še pod večjim pritiskom. Ja, lej, pod pritiskom človek bolj deluje.
Je, je moratalo. Ojoj.